V Jakobskem Dolu so se pretekli vikend odločili odpreti vrata svojih kleti in tako čim bolj približati ljudem iz bližnje in širše okolice trdo delo vinogradnikov in, kot sami pravijo, njihov čudežni pridelek. V bistvu danes smo vinarji v Jakobu pripravili dan odprtih vrat. Odločili smo se za to promocijo oziroma za to zadevo, za to, da nekako spromoviramo naša vina, tudi naš kraj, ker naš kraj je že, bom rekla, od nekdaj znan, že iz starih časov znan po dobrih vinih. Že fevdalcem smo morali oddajati mošt, tako da nekje v širši javnosti pa nismo toliko poznani, vsaj ne v okolici Maribora, mogoče ja, širši Sloveniji pa ne, in zato smo se odločili, da naredimo dan odprtih vrat, da se spromoviramo in da imajo ljudje tudi priložnost videti našo pokrajino, obiskati naš kraj in poskusiti naša vrhunska vina. Mi pridelamo približno 50.000 litrov vina letno, ostali vinogradniki pa tudi nekje, nekateri malo več, nekateri pa tudi manj. Predvidevam, da se v Jakobskem Dolu proizvede nekje od 300 do 350.000 litrov vina. Ta vina vsekakor ne ostajajo le na slovenskem trgu. Slovenski trg je sicer res nasičen, zato pa je potrebno se promovirati, nekako izstopiti iz povprečja. Večinoma, tudi kot poznam, v Jakobskem Dolu izvažajo vina v Avstrijo, Nemčijo, predvsem sosednje države, no, tudi Italija, mogoče še kdo seže tudi dalje, upam da, no. Te pokušine vin velikokrat ljudje še vedno enačijo s pijančevanjem. Ja, po eni strani mogoče je res nekdo to enači z tem, ampak pri nas dejansko ni ponudbe špricar vin, ampak je ponudba vrhunskih vin. Trudimo se, da bi naredili vse skupaj čim bolj na nivoju, kar pomeni tudi od kozarcev do celotne organizacije, celotne zunanje podobe dogodka. Tako da mislim, da ste se prepričali, da je malo na višjem nivoju vse skupaj. Pohod po jakobških kleteh se je sicer pričel ob 13. uri in se zaključil okrog 19. ure. Vinogradniki še pravijo, da bo pohod po kleteh postal tradicionalen, česar so se najbolj razveselili letošnji obiskovalci, ki so prišli na pokušino vin praktično iz vse Slovenije. Že več let smo se nekako dogovarjali, letos pa smo se odločili fiksno in to bi naj potem postala tudi tradicija, ravno zato, da se tudi ljudje navadijo na to, da privabimo čim večje množice in da seveda se čim boljše spromoviramo. Predvsem je mogoče cilj, da bi se čim bolj, da bi Slovenija kot država tudi postala bolj poznana oziroma da bi se uvrstila na svetovni zemljevid vin, kar upam, da nam bo v nekaj letih uspelo. Problem je pa v tem, ker večino vina mi konzumiramo doma, ga ne izvažamo, vsaj v glavnem ne, no, samo neke večje kleti in zaradi tega tudi nismo poznani v svetu, čeprav so tujci navadno zelo presenečeni, kako dobra vina proizvajamo v Sloveniji.